povabila na današnji dan, da nekako se spomnimo svojih src pa src vseh ljudi na svetu, kajti praznovali bomo v nedeljo sicer svetovni dan srca. Jaz vas lepo pozdravljam in sicer takole, ne glede na to, ali ste politiki, direktorji, ali ste odgovorne osebe, ali ste upokojenci, vsi ste naši prijatelji, vsi ste prijatelji zdravega življenja in to je to, kar mi potrebujemo. Tokrat smo za slavnostno govornico zaprosili direktorico zdravstvenega doma v Sevnici, kajti Posavci smo, združujemo kompletno Posavje in to mislim, da je prava zadeva, torej gospa, lepo prosim za ta svečani nagovor. Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnice Posavje, spoštovani predsednik, spoštovana Straškova, spoštovani župan občine Brežice. V čast in veselje mi je, da ste me v tej svečani priložnosti povabili k besedi in da vas lahko danes tukaj pozdravim. Čas, v katerem živimo, s svojimi dosežki, z napredkom znanosti in izumi, bliskovito spreminjajo celotno družbo. Prav tako se skozi čas spreminja položaj zdravstva, zdravstvenega delavca in vloga zdravja v življenju posameznika. Zdravje je vse bolj postaja najpomembnejša vrednota in kapital, saj omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Odgovornost za zdravje je predvsem dolžnost vsakega izmed nas, vsakega posameznika. Zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe so prednostne aktivnosti v vseh zdravstvenih sistemih. Upoštevanje in upeljevanje mednarodno sprejetih načel kakovosti je najenostavnejša pot za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe, to je najboljše možne oskrbe z najboljšimi možnimi izzivi, ki ljudje prejmemo, ko jo potrebujemo. Zato vas pozdravljam kot direktorica zdravstvenega doma Sevnica in vam prenašam vse pozdrave mojih kolegov. Hkrati vas pozdravljam kot predsednica Koronarnega kluba Sevnica in 20 let podpredsednica Posavskega in Obsotelskega društva. Pozdravljam vas na ta dan in sicer Svetovni dan srca obeležujemo v nedeljo. Po netu smo ravno kar klepetali z dr. Straškovo, smo iskali, kaj sploh je poslanica tega dneva. Našli smo Bodimo junaki srca geslo. Ne? In pa danes smo veseli, da imamo na sedežih obljube. Ne? Letos je že 20-tič, kar se praznuje Svetovni dan srca. To je posebna obeležba, torej 20 let. In kaj piše v tej zloženki? Da ima vsakdo pravico do zdravega srca. Med najpomembnejše kronične, nenalezljive bolezni se uvrščajo bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične pljučne bolezni in depresija. Omenjene bolezni, kot veste, zmanjšujejo kakovost življenja obolelih, obenem pa bolezni srca in ožilja ter rak predstavljajo najpogostejši vzrok umrljivosti pri prebivalcih Slovenije. Pri posamezniku lahko večje tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni ugotovimo na podlagi prisotnosti
tako imenovanih dejavnikov tveganja. Med najpomembnejše dejavnike tveganja lahko štejemo dejavnike, ki so povezane z našim življenjskim stilom, slogom vsakega posameznika. Torej, nezdrava prehrana, nezadostna telesna dejavnost, prekomerna telesna teža in debelost, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola in pa danes zelo aktualno prekomerno doživljanje stresa. Dejavnike tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni je potrebno sistematično odkrivati in tudi preprečevati. Bolezni srca in ožilja so v Sloveniji, podobno kot v drugih deželah razvitega sveta, še vedno eden najpogostejših vzrokov umiranja prebivalstva. Zaradi srčno-žilnih zapletov pri nas umre okoli 7500 ljudi vsako leto. Ob tem vendarle velja povedati, da se stanje izboljšuje. Umrljivost se je v zadnjih 2 desetletjih pa zmanjšala za več kot 50%, predvsem zaradi ukrepov za krepitev srčno-žilnega zdravja in boljše zdravstvene oskrbe bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi. Izračuni kažejo, da v primerjavi s preteklimi obdobji zaradi krepitve srčno-žilnega zdravja in boljše oskrbe z aterosklerozo povezanih stanj v Sloveniji vsako leto prihranimo okoli 1400 življenj. To je pa kar veliko. To pomeni 4 vsak dan. Ob sicer silovitem napredku sodobne vrhunske kardiologije v ožjem smislu lahko takšno zmanjšanje v vsaj enaki meri pripisujemo tudi vsestranski in učinkoviti tako imenovani primarni preventivi, katerega del smo vsi mi tukaj, ki naj bi bila celo uspešnejša kot vsi medicinski posegi po nastopu bolezni. Nenazadnje so k temu veliko pripomogli tudi zdravstveno-vzgojni centri, ki so se danes v velikem deležu preoblikovali v centre za krepitve zdravja v Sloveniji. Takih centrov imamo trenutno 25 po vsej Sloveniji. Pričakujemo jih 46 v naslednjih 5 letih. Zelo s ponosom povem kot Posavka, da je zdravstveni dom Sevnica leta 2009 bil eden od 3 v državi, kateri smo uvajali prav to primarno preventivo v zdravstveni sistem. To pomeni, da smo aktivno sodelovali pri preoblikovanju zdravstveno-vzgojnih centrov v Center za krepitev zdravja, kakršnega danes tudi verjamem, da že to dobro poznate v Brežicah, v Krškem, da pa še pričakujejo tekom 2 let. To je bil en takšen projekt, ki je prinesel skupnostni pristop. To pomeni, da se zdravstvo, institucionalno zdravstvo je dolžno odpreti v skupnost, v nevladne organizacije, v krajevne skupnosti in v vse pore, tam, kjer mi državljani živimo, delamo, se igramo. Ob sicer silovitem napredku sodobne vrhunske kardiologije v ožjem smislu lahko takšno zmanjšanje vsaj enaki meri pripišemo tudi vsestranski in učinkovitejši preventivi, kot sem že omenila, ki naj bi bila, poudarjam še enkrat, celo uspešnejša kot vsi medicinski posegi po nastopu bolezni. S preventivno dejavnostjo odpravljamo torej dejavnike tveganja, ustrezno zdravimo ter izboljšujemo telesno, duševno in socialno počutje nas, državljanov.
Tako podaljšujemo življenje in, kar je še pomembnejše, izboljšujemo kvaliteto življenja. Kadar pa gre za rehabilitacijo po katerokoli srčno življenju dogodku, ne more biti kratkotrajna, ampak mora biti kot celovit pristop, redna telesna dejavnost, odstranjevanje dejavnikov tveganja in jemanje predpisanih zdravil, ter danes tako pomembna psihosocialna podpora, trajati mora celo življenje. Odpravljamo dejavnike tveganja, ustrezno izboljšujemo telesno, duševno, socialno počutje nas vključenih. Bistveno je, da vsak izmed nas pozna, da lahko vse življenjsko in nenehno skrbjo za čim bolj aktivno in zdravo življenje v resnici za svoje zdravje naredi največ sam. Naloga na zdravstva na vseh nivojih, primarnem, sekundarnem in terciarnem in nevladnih organizacij pa je, da nas državljane motivirajo in aktivno spodbujajo v proaktivni skrbi za naše zdravje. Spoštovani, naj sklenem svoje misli. Naj bodo vaše misli pozitivne, je bilo zapisano, saj se bodo spremenile v besede. Naj bodo vaše besede, naše besede pozitivne, saj se bodo spremenile v dejanja. Naj bodo naša dejanja pozitivna, saj bodo odražala naše vrednote. Naj bodo naše vrednote pozitivne, saj bodo postale naša usoda. Ob dnevu srca vsem članom, strokovnim sodelavcem in podpornikom želim uspešno delo še v prihodnje. To je bila Vladimira Tomšič, direktorica zdravstvenega doma Sevnica. Naša prijateljica, naša povezovalka in verjamem, da bomo na skupnem delu še marsikaj dobrega naredili. Mislim, da ste ženske lahko zelo dobro prisluhnile temu in tudi zapomnite si to, kar je gospa povedala. To so španski domačini, kot običajno, vendar z nekoliko drugačno zadevo, kot smo bili vajeni. Ampak oni se vam bojo sami predstavili, sami bodo povedali, kaj je in kako. Prisluhnite zelo, zelo lepi glasbi. Glasba, ki sicer prihaja od nekoliko drugod, se vam dotakne se srca. Jesus da minha infância.
je domačin tale, tukaj na sredini, namreč iz Brežic. Mi smo pa še iz drugih koncev Slovenije, ampak mogoče spadamo tudi vsi Slovenci mar skupaj, ne? Si jaz predstavljam. Zdaj, prva skladba, ki ste jo slišali, nosi naslov Entrega, gre pa za portugalsko glasbo. Mi namreč igramo portugalski fado, argentinski tango, staro špansko glasbo, pa še marsikaj drugega. No, zdaj boste slišali eno filmsko iz filma Visoke pete Pedra Almodovarja z naslovom Leto ljubezni, Un año de amor. Que
La